Današnji dogodek Future Tech H2R se predvsem predstavlja z sodobnimi tehnologijami, ki so tudi zelo relevantne za Slovenijo. Poudarek je na vodikovih tehnologijah, na sodobnih rešitvah, kot je AI, in pa seveda na robotiki. Predstavili so nam tudi humanoidnega robota, prvega te vrste v Sloveniji, Walker S2, kar pomeni v bistvu za Slovenijo ena velika priložnost, kjer se med prvimi državami v Evropi pojavlja ta nova tehnologija, ki prihaja. Tisto, kar vidimo, je, da ima Slovenija veliko potencijala pri razvoju prebojnih tehnologij in na tem področju ima Slovenija prvič svojo industrijsko bazo, močne raziskovalne in inovacijske kapacitete in že celo vrsto podjetij, ki so aktivna na teh prebojnih tehnologijah. Tudi država jih z spodbudami podpira, zato da na področju prebojnih tehnologij ustvarimo nove globalne tehnološke voditelje in točno to mora biti naša ambicija. Imamo čast, da prav Slovenci smo bili izbrani v naši podjetji HIProjekt, da smo zastopniki, integrator za podjetje UpTech. Robot, ki si sam zamenja baterijo, robot, ki dela 24/7 in ki je dejansko primeren za industrijsko okolje. Robot, ki lahko deluje ne samo en dan, ampak dela 365 dni in z našo pomočjo, ki je zagotovljen tudi servis, rezervni deli in izobraževanje, imamo robota, ki je v varno okolje tudi pripeljan. Dosežki Slovenije na področju vodika so v določeni meri, predvsem na področju razvoja, raziskav in znanosti, precej odmevni. Imamo dobre raziskovalne inštitucije, ki delujejo in sodelujejo na evropski ravni, recimo v Evropski vesoljski agenciji in pa v veliko evropskih projektih. Rekli so, da roboti jemljemo ljudem službe. Ni res. Jaz sem prevzel samo tiste naloge, ki so jih ljudje že 10 let prelagali na ponedeljek.